Dobro jutro, kje ste folk? Dino je tle, gremo zdaj lepo v Grosuplje do Gorazda. Smo se zmenili, da bomo zamenjali sklopko na S2000. Lani sem opazil dejansko, da mi je sklopka začela malo drseti, pa sem kar naročil iz Anglije dele, čakal pol leta, dubu in zdaj je prišel čas, da se zamenja ta famozna sklopka. Folk, evo ga, tole je Gorazd, živijo Gorazd. Ja. Kako? Bo, super, evo. Si kaj zaliman? Pa niti ne. Evo, pripeljal sem ti zdaj esko. Kakšen je postopek? Postopek je tak, prvič bo zapeljala na dvigal, pa pogledala, kva ima od materijala. Če ima vse, bo začela delati, če nimava, bo videla kako naprej. Malo je šlo na tesen, ampak vse veš, kako je to. Ja, ni glih avto za drsnik, cilindr, gumasta zaščita, semering glavne gredi, ležaj za ostranik, semering za menjalnik. Menjalnik, ja. Mast. Mast, Origi. koliko mora biti, ležaj. Pa sklopka, ne, original. Origi. Drugega se ne daje, pa je. Ne, najbolj je to. Tole bova še sprot zamenjala, to imava na polosovina. To ima še za pokrov ventilov. Pokrov ventilov, to so pa... Retainerji pa to. Ok, situacija je taka. Jaz sem prinesel dosti delov, ampak očitno, ko menjavaš sklopko, se daje dol izpušni kolektor, se imena izpušno tesnilo ter šraufi, tako da teh stvari nimamo. In je Gorazd rekel, da najbolj da naročam, pa ko dobim stvari, pa da bo vse to skup naredila. In tako da danes ne bo nič in bo treba počakati na dele, pa prijem spet nazaj. Dobro jutro, skoraj en mesec kasneje in tokrat sem dobil dele, sem jih naročil z Japonske. Se pravi, tole je tesnilo za izpušni kolektor, te imamo tukaj matice, tudi za izpušni kolektor. Pa imamo tukaj konusno tesnilo za auspuh, pa imamo tukaj še eno tesnilo, pa tele gumice za pokrov ventilov. Koliko časa misliš, da bo trajala ta operacija? Po mojem je 6 ur, če ne bo kakšnih zapletov. Kakšen je plan? Prvo se odklopi akumulator. Če ti kakšen ključ pade slučajno kamorkoli na plus, pa se naredi stik z maso, da ki ne skuraš. Pa najbolj pametno je prvo auspuh odšraufati, ker se vroče šraufe lažje odšraufa. Kaj pa to daješ dol? Katalizator. Je že del dol, evo ga, izpušen kolektor. Kako je šel dol? Srednje lahko. Gorazd, kaj je to za ena zadeva? To je kardan. Zakaj ta kardan služi? Zato, da se premikaš. Prav, kardan povezuje menjalnik do zadnjih koles. Tukaj, kakor vidite, to je diferencial in potem pogonska kolesa. Se pravi, na zadnjem pogon. To je tisti fun faktor. Tisti zabaven faktor. Zakaj je to zabaven faktor, Gorazd? Zato, ker se lahko malo na počez peleš. No, če jaz pa Gorazd se pogovarjava o S2000-kah, pa tako pa prav, Dino, veš, da sem jaz kupil knjigo. Kakšno knjigo? Honda S2000 knjigast. In v tej knjigi dejansko je vse napisan o temu avtu. A si lahko misliš? Ni še za zamenjati, ali? Ne, ni. Zdaj moramo gor v kabino, pa ročko odšraufati, pa mehanizem. Gorazd, da si najdu kje denarja noter. Neč. Neč denarja, zdaj, ko sem jaz se Ja, pobral. je. A je kaj? 1 cent. Ne, se vale, kaj je res 1 cent. Ok, tole sem jaz drugače zamenil, to je noter vse novo. Kaj so to eni ogromni šraufi? Šraufi za most. Se pravi, kaj je most? Most je ta okvir, ki drži podvozje, na njemu sloni motor, volanska leto, v bistvu vse. Se pravi, jaz bom moral delati optiko, ko bomo to nazaj dali. Je tako. Kaj pa je to zdaj tukaj? Je cilindr sklopke. Kaj imaš pa zdaj ta šubler v rok? To je zdaj, da bomo zmerali, koliko lahko most spustimo. Pri S2000 je ta problem, da je motor čist nazaj do požarne stene, do porine. In če hočeš menjalnik snet, je treba cel motor spustiti dol zdaj, ne. Kakor prav knjiga, 7 centi pa pol, ne. Pa bomo dali pa na dvigalko, pa z dvigalko počas spustim na šraufe. Kaj zdaj delaš? Štarter vlečemo dol. Daj ga parklop na kleme, da vidimo, če dela.
da nam odleti nekam po delavnici. Ok, kva imamo zdaj šraufov tukaj? Ja, zdaj samo še kar menjalnik drži. Stari moj, daj zamisli si, da zdaj ta šrauf odlomaš. Pa bi mogli pa vrtati. To pa boh ne dej. Kva se dogaja s tem šraufom? Ja, očitno ga je eno malo preveč zategnil in je uničil navoje. In se opiraj zdaj. Ja, zdaj verjetno s sabo navoje vleče ven. Ja, to je pač ena slaba lastnost aluminija, da je malo bolj mehak. In če si malo preveč konja, uničiš navoje. Kot da bi ti malo VDM po špricu, ko smo mi vse delali skozi. Ne pride zraven nikamor. Kjer specialno orodje. Ja, da se lahko malo pomaga. Wow, mi smo pa navali zelo Ključ na ključ. ključ na ključ. Ne da vidim to čudo. Noro. Konš pa tu stavi. Ja, ročo trdo. Kaj zdaj pol motorja odtrga. Ok, ta je šel. Veš, te šafi so vsi radodajke, samo una neki glumi finočo. Daj ti meni povej, Goraz, kako je biti mehanik? Vrhunsko. To je ful lahek šiht. Ba jaz se danes ful folka odloča za mehanika pa to. Ka ba je rataš ful popularen, pa ful narja zaslužiš. Ja. Sliš to vse lepo. Pa ful babe padajo na to. Ba je, kad ti primaš orodje v roko, ona vidijo, to je ta možakar. Ja, skozi moš vrata zaklepati. Itak da so nore nate, le kakšno orodje imaš v rokah. Na koliko bratov ga ti vrtiš, prijatelj? 9000. Vse veš, do poroke na roke, druge ni bližnjic tle. Na roko pa gre, a? Na roko pa gre, ja. A pištola se predaje. Ne more. In? Luč na koncu. Daj da vidimo, zarustan je bil. Ne, navoj potegnil. A je šel kurac? Ja, bomo videli, ko bomo sneli kvaj na menjalniku. A, pa res, lega. A imaš ti za popravljati navoj? Imamo. Zdaj pa končno menjalnik dol. Kva se ti je zgodilo zadnjič? En mehanik mi je pustil presenečenje, ko sem delal servis na Abartu. Gor je narisal smeškata. Čak, to je vijak za spustitev olja. Ja, je zasilikonerani s In ti je silikonom. smajlija pustil. Ja, In kje je to bil mehanik? ne vem, na listko nič ni pisal. Aha, tle ima prav luknjo za to narejen. No, rekel, da nisem se nič umazal, glejte roke, to je dokaz, da je Dino delo. Ok, pa da vidimo. A bom jaz to brez veze menil, ali... Bomo videli zdaj. Ker pač meni je lani zdrsala iz 3. v 4. zasmrdeli je in sem si rekel, evo ga počelo je, ponovadi tako začne, ne? Ja, to so prvi znaki slabe sklopke. Ležaj? Ležaj za nič. Za nič? Za nič. Če se ga sliši, je gotovo. Ne vidim, kaj je So spodaj. kje razpadal. Dejansko ni tako. Je no, mogoče ima še 20%, mogoče. Ja, to je to, tukaj je malo. Ja, je naj bo dala novo zraven, pa bo videla. Daj eno novo razliko. Je že tudi nova, ni neki ogromno. Dejansko, 3/4 je znuca. se pravi, lahko bi jaz to še guru, ene Ja. 20.000 zihar. Ja, lahko. Moje vožnje bi Normalne zihar. vožnje sigurno. A se ona tudi ko sliši? Daj to. Aaaa, Tišina. splačal se, ne, to vidiš, to. To lahko sam pravi že za mucko. Ja. Kaj pa tale, Potisne. Ja, nič potisne, prije nova. ležaj. Ležaj pa itak. Fuč. To je za zamenjati. Jaz mislim, da je to najbolj čist mehanik ever, ki sem jih videl v lifeu. Po pravici vam povem, njegova delavnica je ko pri doktorju. Tako da že zaradi tega, če pogledaš, veš, da je človek pedanten in da bo narejen tako, kot mora biti. Kako se zmeri, kaj je vztrajnik zdaj? Strajnik se zmeri tako, da preveriš neravnine. Zavrtiš motor in vidiš, če kaj opleta. Ne, A s kaj meri to, šublarjem pa to? ne z mikrometrom. Cink špule. Daj mi povej, kaj je bistvo cink špul? No, se ustvari napetost, da se naredi iskra. Kako se pa reče slovensko temu? Vžigalna tuljava. Nočem vedeti, koliko to stane. 160 podavk na Hondi. Evo ga, 200 evrčka ena. No, kjera fura. Daj pogled svečka, kakšna je. Videti so v redu. Važno, da so vse iste barve. Evo ga, Gorazd je nastavil merilno urico, katera meri valovitost. In ta valovitost mora biti v toleranci 0,15 mm. Se pravi, on je kaj tukaj na nuli? Ja, ne sme pa prideti čez 15.
praktično nov. Nov. 0,05 je maksimalno odstopanje. Ok, zdaj bomo dali pa dol vztrajnik, da pogledamo, kakšno je stanje ležaja na motorju. Semeringa. Mečkan je že začel. Ne, hvala bo za zamenjati. Bomo ga zamenjali, pa ta ležaj moramo še zamenjati vnotri na vztrajniku. Da vidimo stari ležaj, pa nove ležaj. Ja, ni še slab. Bi preživel še verjetno še skoraj še eno sklopko. Dober. Dober, za te kilometre je bil zelo dober. Na koliko kil se tole? Slabih 13 kg. Zdaj moramo prepraviti menjalnik, zamenjati drsno pušo pa semering. Kaj je fora tega drsnika? Tukaj drsi, potisni ležaj. Problem je ponovadi, če se naredi rob. Tukaj ne nič, če bi ga spucal, bi bil v bistvu kanal. Ampak če se da, ga zamenjaš. Če se ti naredi rob, pa se ti zatika malo. Original in Honda itak priporoča sam to mast, ker je direkt narejena za to. Kaj pa je to? Potisni ležaj. Kakšen malo namen? Odvaja košaro. Kako imaš pa to za eno zadevo? Orodje za poravnavo sklopke. To je zato, da vsaj približen zadaneš na center, da lahko menjalnik natakneš. Glej ga. Kanal. Zdaj se je približala, zdaj pa morava križno počasno noter stisniti. Koliko pa newton metrov moraš porabiti? 25, 2,5 kg. Nekaj si mi vesel, kaj je to? Končno nekaj sreče. A je lepo šel not? Karta imamo. Viš, kaj je tole? To ti je knock senzor. Prav ta senzor ti je proti klenkanju, se pravi, da on zazna, da motor klenka in da spremeni predvžig. In tale knock senzor je za nič. Kaj se je zgodil? Ga je prijel in se je razpadel. Dejansko je plastika preparela v 20 letih in se razpada, glej, za šalo. Cena tega, to 200 €. Evo, staro tesnilo, čeprav meni zgleda čisto celo prijatelj. Ja ni, tle se stisne ta rob in kaj enkrat uporabiš, treba novega. Ta je pa nov. O, novi čepi. Glej, to je pa izpušni kolektor in kot vidiš, ta izpušni kolektor, že original je tak malo bolj jebački. Kakor sem jaz navajen, izpušni kolektori so narejeni iz odlitka, tole je pa prav proper narejen. Tako kakor če kupaš kakšne aftermarket variante. Samo da je ta res zračunan za ta avto. To imaš pa kva? Bakreno mast. Kam to namažeš? Vse vijake na auspuhu namažeš s tem, če hočeš še kdaj dosati. Razlika med staro matico pa novo matico.
Koliko se zategne to na moment? 31 Nm. 3,1 kg. Kako se pa zategujejo te vijaki? Od sredine na ven. Kaj pa to za ena zadeva? To je pa toplotna zaščita kolektorja. Da sva ugotovila, da je dejansko boljš spodnje strani ga dati not. Ne bi jaz skontil. Ok, stara. Pa nova. Katana imamo, kot da je original. Pa ga stisne in zadihta. Joj, kot da je original. Še vrti se lepo, pa tako lepo občutek je tako, novo. Zakaj ima ta feder tukaj ob stran? Zato, da ga ne moreš ti zategniti čist do konca, da on diha. To je namesto gibljive cevi, ki se premika vse skupaj, zato je konus. Ampak to nikoli ni čist skupaj, to se zmer malo premika. Ko pospešuješ, pa ko se greje, pa ohlaja. Ok, zdaj se spodnje naredila, zdajle pa Spacerji, slovensko distančniki. Tole moram pač premakniti, ko znižaš avto, se tukaj pač pride enega kota in ko zavijaš v levo, ti malo trese in to so oni rešili s temi spacerji, za kateri jaz nisem vedel dolg časa. Evo, to so teli spacerji, so pa tako na pol, zato da lažje jih ustaviš noter. Aha, to je čist easy. Daj mi povej, Gorazd, kaj počneš v prostem času? Prostega časa ni prav veliko. Ni, ja? Ne. Kaj pa želja, tako avtomobili, grobnik pa tukaj? Ja, to želja je skozi, sam ni cajta, ni financ trenutno. Pa se vozil že kje? Že. Kje, kaj? Grobnik, Nürburgring. Res? S čim? Z S2000. Ja, drugač folk, Gorazd ima tudi S2000, sam da je on malo bolj predelal tako za napisto in je malo bolj tako hard race. V bistvu ni prav velike razlike. Ne? V bistvu je, kako bi se temu rekel, OM+. To, da delaš v bistvu vse stok, ampak plus 10%. Boljši material na bremzah, ne pa big brake kita, ne. Tako kaj jaz. Ja. V bistvu narediš vse nekako bolj na safety varianto. Prekati v karterju, da ti ne potegne na suh. Retainerji, vzmeti ventilov, če se zašaltaš. To moramo še narediti. Ja, to nas še čaka. Pač take stvari, da lahko zdržiš vsaj tiste 3 kroge na grobniku, brez da ti vse razpade. Ja. Kaj, Gorazd, kaj razmišljaš? Ja, nič, gremo misliš še enkrat čez vse, da nismo kaj pozabili. Testna vožnja. Šalta se. Šalta se lepo, ne trese pri speljevanju, nobenih čudnih zvokov. Po moje, da nam je ratalo. Kakšno je ulovfavanje sklopke? V bistvu nič posebenega, ampak normalna vožnja se priporoča tja do 300-500 km. Sprav easy, nobenega orang speljevanja, zabijanja, obratih, šaltanja na polno. Sprav, da se ta v bistvu lamela lepo leže. Da se malo leže na ustrajnik. Testna vožnja je uspešna. Gorazd, ful ti hvala za tole operacijo, danes, ko sem naredila. Se vidiva kmalu, ko dobim dele. Vam pa hvala, ko ste si pogledali to. Če rabite izvrstnega mehanika, picajzla. Znači človeka, ki puca za sabo takoj, ko zasvinja, to je ta Gorazd Bambič. Dobite ga tle v Grosuplu. Cifro imate spodaj, oziroma njegov Instagram profil. Pa kaj ne rečem, hvala za ogled. Lajkite, pa dajte pošerati to, no, pa pokomentirajte dol. Kakšne imate vi kaj izkušnje z mehaniki? Dobre ali slabe? To me najbolj zanima. To še me zanima. Ja, we're out. Ciao.